Na prvi pogled sta bila videti kot srečen par. Poročena sta bila že več kot ducat let. Na prstu je nosil prstan z njunima imenoma. Zdaj pa izvemo, da se za nasmehom skrivajo obtožbe, da sta ta ženska in polbrat žrtve sposobna nečesa, česar nihče ni pričakoval. Novi sodni dokumenti podrobno opisujejo domnevno grozovit umor in natančno načrtovan, grozen poskus, da bi ga domnevno prikrili. Žena in brat sta zdaj obtožena, da sta razkosala trupo nekoga, za katerega so ljudje mislili, da jima je mar zanj, ter skrivala dele telesa v zamrzovalniku, domnevno pa naj bi roko in druge dele telesa celo pustila v jezeru. In potem imamo še domnevno zgodovino iskanja po internetu, za katero smo pravkar izvedeli in nismo mogli verjeti. Kaj naj bi žena tega moškega domnevno vpisala v iskalnik v upanju, da bi lahko umor njenega moža zavedno ostal skrivnost? To je oddaja On the Case, ki jo predstavlja Law and Crime. Jaz sem Chris Stewart. Na nek način je to zgodba o paru, ki je očitno resnično ljubil drug drugega, in zgodba o bratih, ki so bili očitno res ponosni drug na drugega, vsaj v določenem trenutku. Bili so družinski člani, ki so leta preživeli drug ob drugem. A predvsem se zdi, da je ta zgodba v tem trenutku resnično zgodba o izdaji vseh grozljivih pomenih te besede. Pravkar sem dobil sodne dokumente, ki opisujejo, česa sta Robin Turner in James Adams obtožena, da sta storila možu Robin Turner in polbratu Jamesa Adamsa. Prej ta teden smo govorili o tej zgodbi in o tem, kako se soočata z obtožbami v povezavi z razkosanjem Dale Wayna Turnerja, ki je bil star 38 let. Robin Turner, žena, in James Adams, polbrat, sta se ta teden oba pojavila na sodišču v Illinois. In kmalu bomo govorili o tem, kam gre ta primer naprej. Tožilci so trdili, da nobenemu od njiju, obema osumljencema, ne bi smeli dovoliti izpustitve iz pripora, medtem ko se njuni primeri nadaljujejo. In lahko vidite, zakaj se tožilci tako počutijo na podlagi sodnih dokumentov, ki smo jih pravkar prejeli, saj za to, kar sta ta dva domnevno storila, ni besed, s katerimi bi to opisali. Mislim, za vsakega človeka bi bilo šokantno, da razreže drugega človeka, kar smo žal že videli prej. Ampak dejstvo, da sta bila to domnevno žrtvina žena in njegov brat, besede ne morejo opisati niti polovice tega. In potem pridemo do naravnost osupljivih iskanj po internetu, ki jih je Robin Turner domnevno opravila potem, ko naj bi njenega moža domnevno do smrti zabodel njegov polbrat. Tožilstvo pravi, da naj bi to domnevno kazalo na to, da je točno vedela, kaj se dogaja. Eno od teh iskanj, in povedal vam bom samo eno od teh, nato pa bomo v trenutku obravnavali še ostala. Po navedbah policije je bilo eno od iskanj njeno vprašanje, ali lahko nekdo umre zaradi prevelikega odmerka Adderalla. In verjemite mi, to je le vrh ledene gore. Morda se spomnite, ko smo prvič govorili o tem primeru, se je začelo s šokantnim odkritjem ob jezeru v Illinoisu. To je bilo jezero Mattoon, ki je približno 3 ure južno od Chicaga. Družina je bila zunaj na čolnu in si je želela lep dan, ko so mislili, da proti njihovemu čolnu plava mrtva riba. Zato so vzeli veslo, da bi jo poskušali odriniti stran. Ko so se približali, so ugotovili, da to ni bila mrtva riba. Bila je človeška roka. In vedeli so, da je to človeška roka, ko so se približali, ker je bila na njej tetovaža. In ta tetovaža je bila nogometna čelada Green Bay Packers Slobanjo. Kar precej edinstveno umetniško delo. Zato je državna policija Illinois to objavila javnosti in povedala, da poskušajo ugotoviti, čigava roka je to. In potem nekdo pokliče in pove, da je pripadala Daleu Waynu Turnerju, 38-letnemu moškemu, ki je živel v Jolietu v Illinoisu. In kar vemo o Daleu Waynu, v tem trenutku je, da je oboževal Chicago Bearse, tako kot mnogi v Illinoisu. In po besedah strani GoFundMe se ga ljudje spominjajo kot prijaznega človeka z odličnim smislom za humor. Njegova sestrična je za WLS TV v Chicagu povedala, da je, ko je ta zgodba prvič prišla v javnost in se je omenjalo ime Daley Wayne Turner, poklicala ženo Daley Wayna, Robin Turner. Kar je seveda povsem razumljivo, saj bi večina ljudi v takšni situaciji poklicala prav to osebo. A to je povedala televizijski postaji, citiram, z njo sem govorila po telefonu 10 minut, preden so jo aretirali. In sem rekla, Robin, kaj se dogaja? Zakaj slišim vse te nore stvari, ki jih slišim? Kje je Daley Wayne? Ona pravi, no, še vedno je na zdravljenju. In potem je rekla, naj te pokličem nazaj. Nikoli več nisem govoril z njo.
Zdaj, Robin Turner je bil aretiran skupaj z Dalem Waynovim, 26-letnim polbratom Jamesom Adamsom. To je tisto, kar vemo o njunem odnosu. Leta 2022 je Dale Wayne na Facebooku napisal, citiram, "Vse najboljše za 22, rojstni dan mojemu mlajšemu bratu Jamesu Adamsu. Radi te imamo in zelo smo ponosni, kako daleč si prišel, odraščal iz fanta v moškega. Mama bi bila zelo ponosna nate in vem, da se danes iz nebes smehlja nate. Vse najboljše, mali brat." Kar se tiče Robin in Dala Wayna, sta bila poročena vsaj 12 let. Zdaj je ona stara 62 let, on pa 38. Med njima je kar precejšnja starostna razlika, vendar se je na slikah, ki smo jih videli, res zdelo, da sta bila zaljubljena. Leta 2022 je Turner objavil: "Srečno ob 12. obletnici, ljubezen mojega življenja, Robin Monroe Turner. Tako zelo te imam rad, draga. Naj jih bo še veliko več." Zdaj pa zgodba tukaj zavije v grozno smer. In zdaj izvemo, kaj naj bi se zgodilo z Dalem Waynom Turnerjem in kakšnih skrajnih ukrepov naj bi se njegova žena in brat posluževala, da bi poskušala prikriti domnevni zločin. In povem vam, ne bom rekel, da so policiji olajšali delo, ampak zdi se, da ima policija v tem primeru ogromno dokazov. Zdaj smo izvedeli, da organi pregona niso našli le Turnerjeve roke v jezeru s tetovažo logotipa Packersov, ampak pravijo, da so v jezeru našli več črnih vreč za smeti, v katerih so bili deli telesa. Skupaj z deli telesa so bile v vrečah tudi uteži, ki so bile dovolj prepoznavne, da so lahko ugotovili, da so bile kupljene v lokalnem Walmartu. O tem bomo govorili čez trenutek. Policija je lahko ugotovila, da so deli telesa najdeni v jezeru pripadali Dalu Waynu Turnerju samo zaradi tetovaže, ampak tudi zaradi prstana. In to je res srce parajoče. Po navedbah policije je imel Dale Turner na eni roki prstan, na katerem je bilo vgravirano Dale Hart Robin. In potem pomisliš na to skupaj s tem, za kar je obtožena, in preprosto nima smisla. Policija pravi, da so, ko so izsledili uteži, ki so jih našli skupaj z deli telesa, do lokalnega Walmarta pregledali varnostne posnetke. In to res odpre vrata v tej preiskavi, ker pravijo, da je oseba, za katero verjamejo, da je kupila te uteži, se s tovornjakom ram pripeljala do Walmarta. In pravijo, da je bila ta oseba polbrat James Adams. Zdaj, to je zanimivo. Tovornjak ni registriran samo na Jamesa Adamsa, ampak je po besedah tožilcev registriran tudi na Robin Turner. V Walmartu policija pravi, da so si ogledali posnetke nadzornih kamer. Sledijo Jamesu in pravijo, da je kupil popolnoma nova oblačila. Preoblekel se je v trgovinskem stranišču, nato pa je svoja stara oblačila vrgel v smeti. Policija ima zdaj stara oblačila, ker so jih našli v smetnjaku pri Walmartu. Zdaj policija pravi, da so uporabili bralnike registrskih tablic, da so sledili tovornjaku iz območja Jolieta v Illinoisu do jezera Mattoon. Torej, pojdimo skozi kratek časovni potek tukaj. 26. junija, torej 2 dni preden so v jezeru našli tisto roko, policija pravi, da so tovornjak videli z vrečami zadaj, kako se pelje proti jugu ob 19:18. Manj kot 1 uro kasneje tistih zabojev, ki so bili v tovornjaku, ni več videti. Policija pravi, da imajo zdaj tudi te zaboje kot dokaz, ker je nekdo poklical na 911 in povedal, da je zaboje našel na svojem dvorišču ter jih predal organom pregona. Policija pravi, da imajo nekaj dni prej, 23. junija, posnete kamere, ki prikazuje vrečo cementa na zadnjem delu istega tovornjaka, registriranega na Turnerja in Andrewsa. Ko pa je policija začela slediti temu tovornjaku in nadzorovati Robina Turnera in Jamesa Andrewsa, se je primer popolnoma razkril. Kajti 30. junija je drugi brat Dala Wayna, moški po imenu Stephen Turner, poklical na 911. In policiji pove, da sta mu Robin in James povedala, da sta domnevno ubila Dala Wayna in razkosala njegovo telo. Rekli so, da so njegovi ostanki skriti v zamrzovalniku v kleti njihove hiše. Mislim, kako sploh prideš do točke, kjer nekdo sploh domnevno prizna kaj takega? Zdaj, to je tisto, kar je ta brat povedal policiji o tem, kako se je vse to zgodilo, glede na te sodne dokumente. Povedal jim je, da zdaj živi z Jamesom in Robin in da so se vsi trije pravkar preselili v novo hišo. Zdaj, tukaj so nekatere dinamike, ki trenutno niso jasne glede odnosa med Robin in Jamesom. Potem je tukaj še ta tretji brat in potem je tukaj Dale Wayne Turner. Kako se on vklaplja v vse to?
Zdi se, da Steven Turner, ki je pričal v tem primeru, ni obtožen, da je bil z Jamesom Adamsom in Robin Turner tisto noč, ko naj bi mu priznala, kaj se je zgodilo z Dalem Waynom. In pravijo, da so šli ven. Šli so v Indiano po ognjemete, domnevno za 4. julij. Grejo v KFC na večerjo, nato se vrnejo in gledajo film v hiši, ko James Adams domnevno pove Stevenu Turnerju, da mu mora nekaj priznati. In tam naj bi James Adams domnevno povedal, da je 2 tedna prej, po teh sodnih dokumentih, Dale Wayne Turner prišel v njihovo hišo in se zapletel v nasilen spor z Robin in Jamesom. In James pravi, da je v tem nasilnem spopadu James zgrabil nož in večkrat zabodel Dale Wayne Turnerja, ki je nato umrl. Pomembno je poudariti, da so policisti v svojem poročilu zapisali, da James Adams ob aretaciji ni imel vidnih večjih poškodb. V poročilu piše, citiram: James in Robin sta Stefanu povedala, da nista vedela, kaj naj storita, in omenila razkosanje telesa Dale Wayne Turnerja ter skrivanje v zamrzovalniku v kleti neke hiše. Stefan je povedal, da sta James in Robin oba izjavila, da sta za čiščenje krvnih madežev potrebovala približno 4 ure. Stefan je povedal, da sta James in Robin oba izjavila, da sta razkosala Dale Wayne Turnerja in več delov telesa odnesla do, citiram, jezera, kjer sta jih odvrgla. Zdaj bom v trenutku povedal še nekaj več o tem, kaj so policisti po njihovih besedah našli v hiši, a najprej poglejmo, kaj pravijo, da se je zgodilo, ko so soočili Jamesa, kar je bilo okoli 11. ure zvečer tiste noči, ko je drugi brat poklical 911. Pravijo, da so Jamesu prebrali Mirandine pravice in da je zavrnil nadaljnji pogovor, vendar naj bi vseeno nekaj rekel. Rekel je, citiram: Ena stvar, ki jo bom povedal, je, da sem to storil, ampak sem to storil v samoobrambi. To vam bom povedal. Konec citata. Kar se tiče Robin, je policiji povedala, kot kaže, podobno zgodbo, da sta se brata sprla in da je James večkrat zabodel Dalea Wayna. Trdi, da ji je James rekel, naj pomaga prikriti zločin. Domnevno je priznala, da je del telesa Dalea Wayna še vedno v zamrzovalniku v kleti hiše. Zamrzovalnik, ki ga je domnevno kupila izključno zato, da bi skrila telo svojega moža. Telesa moškega, ki je nosil prsten z njenim imenom, vgraviranim na njem, so sporočili policisti. Vendar pa tudi trdi, da ni bila tam, ko je prišlo do tega nasilnega prepira. Povedala je, da je 21. junija obiskovala svojo mamo v domu za ostarele. Izjavila je, da sta se James in Dale Wayne tisti dan sprla, in sicer zaradi športnih zbirateljskih kartic. Pravi, da je, ko se je vrnila z obiska pri svoji mami, v hiši zavohala belilo. Policija je prav tako navedla, da je bilo med 21. in 30. junijem v hiši opravljenih več prenovitvenih del, vključno s tem, da je Robin kupila 2 novi preprogi. Morda pa je glavni dokaz v tem primeru to, kar naj bi iskala na internetu. To sega nazaj na 2 junij. V tem sodnem dokumentu so navedena vsa ta iskanja. Rad bi jih prebral skupaj z vami. Res so šokantna. Začeli bomo z 2 junij, M. Domnevno je iskala, ali kloroform res omami človeka. 6 dni kasneje, 8 junija, vpraša: ali lahko umreš zaradi prevelikega odmerka litija? Istega dne. Ali lahko umreš zaradi prevelikega odmerka Adderalla? Potem, 14. junija. Ali se lahko ubiješ s tabletami za spanje? 16. junija. Koliko tajt poda lahko komu povzroči slabost? Potem 18. junija. Ali si je lahko enostavno razbiti glavo pri padcu? 18. junija spet. Ali te lahko Adderall omoti? 18. junija spet. Zamrzovalna skrinja. Potem imaš 20. junija. Kako izgleda predoziranje z Adderallom? 22. junija. Kaj lahko narediš, če pobereš nekaj težkega, kar se je prevrnilo? 22. junija. Koliko betona potrebuješ za 9 lukenj za stebre velikosti 24x12? Potem 24. junija vpraša, koliko časa, in mislim, da reče, potrebuje 12-kilogramska puran, da zmrzne. Vidite, da je nekaj tipkanja tukaj malo površnega. In potem 24. junija. Zakaj je toliko pogrešanih ljudi, ki jih nikoli ne najdejo? To je srhljivo vprašanje. Kako se ločiš od nekoga, ki ga ne moreš najti? To je izjemno zaskrbljujoče. Potem 25. junija išče betonski mešalec. To išče celo 2-krat. In potem, ali lahko pokvarjeno meso smrdi, nato pa še iskanje s tipkarsko napako. Mislim, da je hotela poiskati, ali smrdi tudi zamrznjeno meso. In potem, ali moraš imeti truplo balzamirano?
In policija je vse to vključila v predlog za preprečitev njene izpustitve iz pripora, medtem ko se primer nadaljuje. In vsa ta vprašanja, ki jih je iskala prek spletnih iskalnikov, uporabljajo kot dokaz na sodišču. Nato policija odide do zamrzovalnika v kleti hiše, kjer je rekla, da so v njem deli telesa. In resnično ti je hudo za organe pregona, zaradi tega, ker so našli, saj ni lahko to deliti. Seveda pomisliš na Dale Wayna Turnerja in na to, skozi kaj naj bi šel, ampak tudi za policista, ki odpre ta zamrzovalnik. Policija pravi, da je bil zamrzovalnik zaklenjen, ko so ga našli. Na njem so bili betonski bloki. Prekritega je imel z odejo, poleg tega pa je bil še zatesnjen z lepilnim trakom. Policija pravi, da so bili v bližini tudi sledovi krvi. Ko so odprli zamrzovalnik in prebral bom iz sodnega dokumenta, so policisti, citiram, odkrili del trupla. V zamrzovalniku so bili trup, vrat in glava, okončin pa ni bilo. Glava je bila pritrjena na trup in ta oseba je bila identificirana kot Dale Wayne Turner. Na več varinah po stanovanju so našli rdeče madeže, podobne krvi. Bili so dokazi o prenovi, vključno s sveže pobarvanimi stenami, sveže pobarvanimi stopnicami, sveže pobarvanimi vhodnimi vrati, novo preprogo v dnevni sobi in dokazi, da so bile lesene plošče odstranjene. Zdaj sta Robin Turner in James Adams trenutno obtožena prikrivanja uboja in razkosanja trupla, obtožbe za umor pa še niso bile vložene. Robin in James sta se ta teden pojavila na sodišču, saj je tožilstvo iz vseh razlogov, o katerih smo govorili, zahtevalo, da naj bosta oba, tako ona kot James Adams, pridržana do začetka sojenja. Robin se je v četrtek pojavila na sodišču, kjer je tožilstvo iz vseh razlogov, o katerih smo pravkar govorili, zagovarjalo, zakaj menijo, da bi morala biti pridržana do začetka sojenja. Po sodnih zapisih ima načrtovano še eno zaslišanje o pridržanju pred začetkom sojenja v petek, 17. julija. Kar zadeva Adamse je bil po poročanju lokalnih medijev v petek na sodišču, medtem ko organi pregona še naprej zbirajo dokaze proti njemu in so možne dodatne obtožbe. Pridružuje se nam upokojeni detektiv NYPD David Sarney, da bi podrobneje spregovoril o tem primeru. V tem predlogu, ki so ga vložili tožilci, je veliko informacij. Zdi se, da je veliko dokazov. Zdi se, da osumljenca, če je vse, kar je navedeno res, preiskovalcem nista ravno otežila dela, ko gre za tako grozljiv primer. O nekaterih od teh sporočil še nismo govorili. Mislim, pogovorimo se o Robin Turner, ker je rekla, da ni bila tam, ko sta se Dale Wayne Turner in domnevno njegov brat zapletla v ta pretep. In potem James Adams zabode Dalea Wayna Turnerja do smrti. Ampak obstajajo sporočila, govori o belilu, ki ga je zavohala, ko je prišla domov. In ko se pogovarja z Jamesom Adamsom, reče, ostalo nama bo približno 1,5 ure, jaz ne delam. Morda bova morala kupiti dvigalo in to narediti. V sredo potem, ko odidejo in še naprej polivaj belilo, če začne malo čudno dišati. In potem reče, citiram, poskrbi, da popolnoma izbrišeš vse. In to so dokazi, ki jih imajo tožilci. Ja, to je, veste, ko govorite o celotni situaciji. In verjamem, da James trdi, da je šlo za samoobrambo in za spontano izjavo. Ampak dobra stvar je, da je spregovorila. In vse, o čemer govori, je mogoče ovreči z osnovnimi dokazi, ki jih imate. Med njimi so tudi sporočila. Pravi, da je ni bilo tam, ampak če ni vedela ničesar o tem, zakaj potem pravi, naj izbrišejo vse? O čem govori, ko omenja belilo? In pravi, da ga je samo zavohala. Torej, težava, ki jo imate trenutno je, da je trenutno vložena obtožba za kaznivo dejanje odstranitve trupla. Lahko preidemo na obtožbo umora glede tega. Vemo, da gre za umor, torej smrt, ki jo je povzročila druga oseba. Ampak Robin je ena tistih oseb, ki morda ni bila le udeleženka, ampak je morda celo navdihnila dejanje. Glede na trenutne obtožbe, glede na situacijo. Če pogledate globje v ta dokument, vidite, da je iskala po Googlu o Dwaynu, kako narediti določene stvari, pa o Adderallu, predoziranju, tabletah in poškodbah. Torej vidite, da se veliko nabira proti njej, tako da ne bo šlo za to, da ni ničesar naredila, da je za vse kriv on. Zdi se, da je sodelovala pri zaroti za ta umor. Ja, in zdi se, veš, da je nekaj, mislim, da ni jasno, kakšen je bil odnos, stanje njune zakonske zveze. Če pogledaš nazaj v leto 2022, zdelala sta se zelo zaljubljena, ona in Dale Wayne, oprostite. Ampak potem, veš, je registrirana kot lastnica tega ramtovornjaka, ki so mu policisti sledili in ki jo očitno povezuje s tem, kar so našli ob jezeru. Po navedbah tožilcev je na njem njeno ime skupaj z Jamesom. Torej, bila sta skupaj registrirana kot lastnika vozila in potem so živeli skupaj. In potem je tu še tretji brat, ki je tisti, ki je poklical policijo, na srečo, potem, ko mu je bilo domnevno povedano, kaj se je zgodilo.
V času, ko to snemamo, ni obtožb za umor. Seveda se to lahko kmalu spremeni. Ampak imate to zgodbo od Jamesa, kjer pravi, da se je Dale Wayne vrnil domov. Prišlo je do fizičnega spora. In potem v nekem trenutku zagrabi nož in do smrti zabode svojega polbrata. Kasneje se znebita trupla. Prosimo, upoštevajte, da ni videti, da bi imel veliko poškodb. Morda je padel po stopnicah ali kaj podobnega, vendar se ne zdi, da bi bilo, veste, ko pomislite, da bi nekdo dobil udarec v obraz, ni bilo poškodb povezanih s tem. Kako organi pregona, če verjamejo, da je to storil on, da je šlo za umor in ne za samo obrambo, kako to ugotovijo? No, vse se vrne k vsem informacijam, ki jih moraš upoštevati, da izključiš to možnost. Veste, problem je v tem, da se znebijo trupla. Vidijo načine, kako poskušajo odstraniti truplo. Gredo v Walmart in kupujejo stvari. Vozilo imajo posneto na videu. In to je ena stvar pri digitalnih forenzičnih dokazih. Je super, ker nam daje koščke sestavljanke po dogodku. Veste, imamo smrt, imamo dogodek. Ne vemo, ali gre za umor. Ne moremo obtožiti umora, vendar je očitno ubit v samoobrambi. To bi lahko ovrgli na podlagi več dejavnikov, poškodb, ki jih je utrpel James, ki to trdi, ali bo to morda trdil v svoji obrambi, če bo ta obtožba šla v smeri umora. Poleg tega, kdo bo najšibkejši člen v verigi? Ali je njegova žena prav tako odgovorna, ker pravi, da je on to storil? Ali jo lahko na nek način prepričajo, da bi ga obtožila, da bi to pripisali njemu? Ampak le je stvar pri celotnem primeru. Veš, ona trdi, da takrat ni bila tam, ko se je to zgodilo in da je šlo zgolj za naključje, da je zavohala belilo ali nekaj takega. Ampak ko pregleduješ vse digitalne dokaze, vidiš, da je v njenih mislih skupaj z Jamesom potekalo načrtovanje, kako se znebiti trupla, kjer je vedela, da je mrtev. Ne samo to, verjamem, da so jo tudi družinski člani kontaktirali in jo spraševali, kje je on. In ona je trdila, da je odsoten ali na rehabilitaciji, torej je vedela, da ga ni več tam. Ona to ve. In če ne moremo dobiti fizičnih dokazov, da bi jo povezali s tem, bodo to naredili posredni dokazi. To je res žalosten primer, ker nočeš videti, mislim, to je ta družina, karkoli se dogaja, karkoli škode je bilo narejene. Mislim, to se zdi kot načrtovan poskus, da bi ubil Dale Wayna in se znebil trupla. To je, mislim, izdaja v vsakem pomenu besede. Mislim, del, o katerem ves čas razmišljam je, veš, ko iz jezera pobirajo dele telesa, kar je samo po sebi grozljivo, kot naprimer nosi prstan z njenim imenom. Veš, domnevno je to poročni prstan, veš, Dale in Robin. In grozno je pomisliti, da bi ona, veš, lahko, veš, če je res to, kar trdijo, da je šlo za samo obrambo in so stvari ušle izpod nadzora in se je to zgodilo kot, kako ne pokličeš policije? Kako ne? Kako prideš do tega, da če je res, kar ona pravi, da je preprosto šla zraven, kako sploh prideš tako daleč? To preprosto ne gre v glavo. Res je neverjetno. In ne vem, katero drugo besedo bi lahko uporabil. Ja, zato pa veliko tega, kar zdaj dobivate, digitalni forenzični dokazi, kot so iskanje v Googlu, ki jih je upravljala, sporočila med njo in Jamesom. Vse to kaže na to, da to ni obtožba o nekem naključnem dogodku, ki se je kar zgodil. To ni bila naključna stvar, da moj bog, prišlo je do velikega prepira in ga je zabodel. Ne vemo. Zato se tudi opravlja obdukcija. Ne vemo, kolikokrat je bil Dale Wayne zaboden. To je tisto, kar boste gledali v zvezi s tem. In potem toksikologija, ker je to zelo pomembno, saj je iskala po Googlu, govorila je o Adderallu, uspavalih in podobnem. Če bo trdila, da je šlo za samo obrambo in toksikologija pokaže, da je imel v sistemu veliko snovi, ki mu ne bi dovolile biti buden med tem. Je bilo to in tukaj pridejo težave v ospredje. Lahko bi verjetno igral na obe strani, ampak želiš priti do razpoložljivih dokazov. Toksikologija bo dober vir informacij, ker imamo forenzične dokaze z LPR čitalniki in kamerami. Imaš SMS sporočila, imaš to. Sčasoma boš dobil tudi nekaj iskanj po baznih postajah. Z drugimi besedami, dobil boš način, kako zamejiti območje in določiti, kje so bili njihovi telefoni v tistem času. In to so trenutno obremenilni dokazi za aretacijo in za odreditev pripora pred sojenjem, ker so še vedno nevarni in bi lahko pobegnili. Ampak še vedno je treba opraviti več dela, ker imamo utemeljen sum na podlagi dokazov za aretacijo. In to je tisto, kar ima policija. Zdaj pa želimo iti še korak dlje in vložiti dodatno obtožbo. Ali jih lahko obtožimo umora na podlagi dokazov, ki bodo prišli na dan kasneje? In zagotavljam vam, da sodelujejo z državnim tožilstvom Illinoisa in delujejo na tem področju.
Tako da mislim, Sovražim postavljati takšna vprašanja, ker govorimo o človeškem bitju in nekom, ki je tako preminil, kar je res grozno. Ampak dejstvo je, da imate trup, glavo, po navedbah policije, in da je bilo to shranjeno v zamrzovalniku. Ali je to nekaj, kar pomaga preiskovalcem, glede na to, da veste, da je to telo za tisti dan, ko je umrl? Veste, bilo je shranjeno v zamrzovalniku. Torej, če ste izvedenec sodne medicine, vam to pomaga pri ugotavljanju, kaj se je zgodilo. no, ena stvar je, da so našli trup, ki je bil v zamrzovalniku. Torej, to je ena dobra stvar za njih, ker če pravijo, da so vbodne rane, ali so bile vbodne rane na trupu ali na katerem drugem delu telesa, to so stvari, ki jih preučujete. Drugič, imeli bomo predstavo o času smrti na podlagi dokazov, ki jih imate. Morda ne veste, ne vemo natančno, kdaj je umrl, kateri datum, ampak zdi se, da imamo predstavo na podlagi časovnega okvira. Hranjenje posmrtnih ostankov v tisti zamrzovalni skrinji je precej dober dokaz, da so vedeli, da imajo truplo v hiši. Grozljivo je. To je nespodobno, ampak je del sestavljanke, ki deluje. In zato so se najprej znebili delov telesa. Niso vedeli, kaj storiti z ostalimi. In tukaj govorimo o popolnoma nesposobni tolpi. Tolpi, ki ni znala ugotoviti, kako se znebiti trupla. Obstaja ta ideja in to je tista stvar, ki jo pogledaš. Ali sta, in tako so obtožbe na podlagi tega, kar gledam, ali sta oba načrtovala to smrt. In morda sta načrtovala to smrt, vendar nista vedela, kako načrtovati odstranitev, kako se na najboljši način znebiti trupla. Spet vam ne bom povedal, kako, ampak sta poskušala na svoj način, glede na to, da sta morala žagati stopnice. Mislim, to je precej grozljivo početje, da sediš tam in razkosavaš svojega moža in moškega, s katerim si živel, ki je kot tvoja družina, pa to počneš. Res je noro. Res je. In potem greš dol do ljudi, so bili na čolnu na jezeru Mattoon v Illinoisu in naletijo na nekaj, za kar so mislili, da je mrtva riba, potem pa ugotovijo, da je to roka. Veš, na srečo se ne zdi, če je to, kar naj bi bilo res, resnično. Kot da imamo opravka z najbolj prefinjenimi kriminalci, pa se zdi, da je popolnoma manjkalo zavedanja glede tega, kako na primer delujejo iskanja na Googlu. To je nekaj, do česar bodo organi pregona imeli dostop, do tvojih sporočil. Lahko bodo pridobili sodni nalog za to in videli, da si napisal nekaj takega, kot je: poskrbi, da izbrišeš vse. Prepričaj se, veš, videli bodo tudi iskanje na Googlu. Tisto, kar je meni najbolj ostalo v spominu, je, kako se ločiš od nekoga, ki ga ne moreš najti. Domnevno je to iskala na Googlu 24. kar je bilo le 4 dni, preden so našli roko Dalea Wayna Turnerja. In potem je to nekako sprožilo to preiskavo. Mislim na bralnike registrskih tablic, ki jih uporablja policija, da jih lahko povežejo z Walmartom, jih tam najdejo, ne da bi razkrili, kako to počnete. In tega seveda nihče ne bi smel početi. Ampak katere so po tvojem mnenju največje napake, ki so jih naredili? Mislim bolj na to, kjer je očitno, da niso imeli pojma, kakšen dostop bo imel detektiv v prvih 24 urah, ko bo poskušal ugotoviti, kaj se je zgodilo. No, zato pa detektivi in preiskovalci počnejo to, kar počnejo, ker imamo sredstva in smo na voljo. Veš, ko so našli en del telesa v jezeru, so poslali ekipo, da poišče še druge dele telesa, ki so jih tudi našli. Uspeli so uskladiti oziroma dejansko identificirati uteži iz Walmarta, ki so jih morda kupili. Zato se vrnejo v Walmart, ugotovijo, kdo je kupil te uteži v Walmartu. Pogledajo, dobijo fotografijo osebe v Walmartu, ki opravlja nakup. Sledijo tej osebi do vozila. Imajo videonadzor, videokamere na svojem območju, ki lahko identificirajo registrsko tablico. Torej, to so koščki in veste, majhni delčki, ki jih sestavijo skupaj. In to se dogaja prav zdaj. Vse ste združili, da ste prišli vsaj do te stopnje aretacije. Naslednji korak pa bo, ali lahko vložite obtožbo za umor, ali se lahko to prekvalificira v obtožbo za umor. In zato, kar imamo tukaj, kar so naredili detektivi, je to, da so uspeli identificirati ljudi, ki so bili vpleteni v odstranjevanje trupla. Zdaj, ali jih lahko identificiramo kot ljudi, ki so ga ubili, ne kot dejanje samoobrambe, ampak kot umor? Je bil to umor? Ali gre glede na trenutno stanje za umor? In veliko stvari kaže, da je šlo za načrtovan dogodek, kar je razvidno iz njenih iskanj na Googlu. Torej, to so stvari, ki jih pogledate, in tudi SMS sporočila. In ona, in najboljše. Drugi del, ki ga pogledate, je zaslišanje, kjer se poskuša distancirati in se tega ne zaveda. Vsi dokazi, ki jih imamo, vsa dejstva in dokazi, ki so na voljo, pravi dokazi so tam zadaj. In ovržajo skoraj vse, ona trdi. In tisto zaslišanje. Ena stvar, ki je porotam ni všeč, je to, da ne marajo lažnivcev.
Ne, in mislim tudi na to, kot da se vedno znova vračam k tej popolni odsotnosti zavedanja. In potem, veste, sem prepričan, da detektivom ni všeč, če ona, veste, pripoveduje to zgodbo o tem, kaj se je zgodilo. Ena stvar, o kateri nisem govoril v tej epizodi, ki smo jo naredili prej v tednu, ko smo prvič obravnavali to zgodbo, je, da smo opazili, da je bila profilna slika Dalea Wayna Turnerja na Facebooku, mislim, da posodobljena 28. Torej, to je bilo potem, ko so, veste, našli roko. In to je očitno tedne potem, ko policija pravi, da se je vse to morda zgodilo. In to je kot, ko pride na dan, kdo je imel dostop do njegove Facebook strani, ker očitno ni bil on tisti, ki je spreminjal svojo profilno sliko, zdi se, kot da gre za veliko nekih amaterskih poskusov, ki bi morda delovali v mafijskem filmu. V resničnem življenju to ne bo delovalo. Kako verjetno je to? Mislim, pri njej. Pomislim na to, če verjamejo, da ni bila samo nekdo, ki je šel zraven s tem načrtom, ampak je dejansko imela aktivno vlogo pri tem, koliko časa bi lahko trajalo, da to ugotovijo. In vem, da govorimo o hipotetičnih situacijah v prihodnosti, ampak mislim, če si detektiv, kakšen je tvoj naslednji korak pri tem? No, rekel sem, da počakaš na poročilo o klicih in sporočilih, da poskusiš dobiti podatke o lokaciji iz določenega območja, ker želiš ugotoviti, kje je bila. Ona trdi, da ni bila doma, ko se je zgodil ta incident med njenim možem in Jamesom. Torej, ali lahko ugotovimo, ali je bil njen telefon na tej lokaciji v času, ko mislimo, da se je to zgodilo? Vsak delček, ki ga dodajaš, in to je ena stvar, vzamemo koščke sestavljanke in ustvarimo celotno sliko. Najprej dobimo zunanje robove, dobivamo majhne stvari, njene izjave, ki jih zdaj lahko ovržemo na podlagi dokazov, ki jih imamo na voljo. Ko vse to združiš, pokažeš, da je šlo za zavesten poskus ne le odstraniti truplo, ampak morda celo za načrt umora. In to je to. Ponovno, vse to so zaenkrat le obtožbe, vendar kot detektiv veš, da želimo izvedeti resnico. To je to. Mi iščemo resnico. Mi pridobimo dokaze. Dokazi nas vodijo k celotni sliki okoliščin, kaj se je zgodilo z Dale Waynom. In zdi se, da ne gre le za odstranitev. Odstranitev, ne zdi se, da gre le za znebitev trupla. Videti je kot umor. In kdo so ljudje, ki so vpleteni? Videti je, da bosta to James in njegova žena. No, in mislim tudi, da je Steven Turner brat Dalea Wayna Turnerja in je govoril z lokalnimi mediji, zato omenjam njegovo ime. In on je oseba, ki naj bi vse to priznali. In je tako, ne poznam Stephen Turnerja, ampak za tista dva, ki sta zdaj obtožena, je tako. Kaj sta mislila, da bo naredil, ko sta mu povedala, da sta ubila njegovega brata ali ga zabodla do smrti? Ste mislili, da bo preprosto šel zraven? In to so nekatere dinamike te zgodbe. Res je težko razumeti. Opazil sem in omenjam ga zato, ker sem opazil, da je rekel, mislim, da sta zabodla. Uporabil je izraz oni, ko je v dokumentu omenjal Robina Turnerja in Jamesa, kar bi, če povežem stvari skupaj, nekaj pomenilo. To nekako vrže zgodbo Robina, ki je bil kot, hej, prišel sem domov in zavohal sem belilo, in sem bil kot, kaj se dogaja. In potem samo sodelujem pri preostalem delu tega. Ja, poskuša vse zvaliti na Jamesa. To je njen način, kako to počne. Ampak obramba v slogu lažnivec, hlače ti gorijo, tukaj zanje ne bo delovala. Ker zato Steven, zakaj so povedali Stevenu, nikoli ne bomo vedeli zakaj. Ja. Vedno obstaja motiv, vedno poskušamo najti motiv. Včasih pa ne moremo najti motiva, zakaj so to storili. Morda bo to prišlo na dan pri nadaljnjih iskanjih po internetu, komunikaciji med Jamesom in Robinom, kakršnikoli drugi komunikaciji, ki jo je imel Robin s komerkoli drugim, ali pri kakršnikoli drugih iskanjih, ki so jih opravili. Kar pomeni, veste, ko ljudje rečejo, ko umrem, veste, izbriši mojo zgodovino brskanja. To še ne pomeni, da je res izbrisana. In to je ena stvar. Preiskovalci vse to temeljito preiščejo. Ti dokazi so lahko zelo obremenilni. In veliko tega je videti zelo obremenilno. Da to ni videti le kot znebitev trupla, ampak kot umor. Prav, in videli bomo, kaj se bo zgodilo naprej, da bomo natančni. Steve Turner je poklical 911 in obvestil policijo v Julietu. Dežurna služba je prejela obvestilo, da sta mu njegova svakinja Robin Turner in polbrat James Adams povedala, da sta ubila in razkosala njegovega brata, Dale Wayne Turnerja. Res grozna zgodba. Iz Illinois videli bomo, kaj se bo zgodilo naprej. Upokojeni detektiv NYPD David Sarney, hvala, ker ste nas popeljali skozi ta primer. Res nenavaden primer. Ja, najlepša hvala in pazite na se. To je vse za oddajo On the Case, ki jo predstavlja Law and Crime. Naročite se na nas na YouTubeu in Spotifyju. Prav tako pa nas lahko spremljate na Peacocku. Sem Chris Stewart. Se vidimo naslednjič.